Jaz naj bi vam predstavil trajnostno energetsko podnebni načrt Gorenjske. Zdaj, naslednji slajd, prosim. Ja, najprej, kar moram povedati, recimo, kako je sploh do tega prišlo. Seveda, priprava projekta ali pa sploh zasnova je nekako tako podobno, kot je že Rajko povedal iz Goleje, nastala v lokalni energetski agenciji. In sicer smo se povezali z BSC-jem, z našo regionalno razvojno agencijo, da smo skupaj potem, oziroma predvsem seveda takrat se kot partner prijavil BSC na Alpine Space program. Tukaj seveda je potem prišlo v naslednji fazi do potrditve tega projekta in mi smo se pa kot LEAG istočasno prijavili na drug projekt City & Go, kjer smo potem na tistem projektu delali na področju izdelave lokalnih energetskih konceptov za 3 občine. Pri tem projektu BSC smo pa ves čas tvorno sodelovali. No, vsekakor takrat, ko je prišlo do potrditve tega projekta v letu 2017, seveda smo bili zelo veseli. Gre za to, da smo se vsi zavedali, da gre za tako imenovani trajnostni energetsko podnebni načrt Gorenjske, ki se, bi rekel, mednarodno imenuje SECAP in vsa metodologija priprave je bila vezana na Covenant of Majors oziroma na konvencijo županov, tako metodologija priprave, kot tudi potem kasneje poročanje. Tako da, če pogledate, nekako sam obdobje izdelave je bil od 2018 do 2019, javno je bil pa ta dokument predstavljen 2019. Vendar, da smo mi do tega prišli, je bilo treba sprejeti najprej odločitev, da bo to za celo regijo, za vso Gorenjsko, za vseh 18 občin. No in seveda pomembno je bilo tudi to, da so sprejeli odločitev, da gre ta koncept izdelave v okviru konvencije županov, se pravi, da ima tako imenovano evropsko konotacijo. No, ampak seveda, to je zdaj postopek, ki velja v odnosu do konvencije županov in zato smo mogli doseči, da se bo ta odločitev o izdelavi tega dokumenta sprejela na svetu županov Gorenjske regije in to seveda je bilo treba predstaviti, povedati, kaj to pomeni in seveda župani so takoj za, če tako rečem, ko gre za sredstva iz Evropske unije, seveda malo težje se pa potem odločiti, če bi to šlo iz sredstev posameznih občin. No, vsekakor en del je šlo, zato ker je šlo za sofinanciranje v višini 85%. No, potem so to odločitev potrdile vse gorenjske občine oziroma sveti gorenjskih občin in na podlagi tega je bilo seveda potrebno narediti še razpis za izdelavo, izbran je bil izvajalec in to nekako se vse skupaj odvijalo v tej povezavi, v tem trikotniku BSC, LEAG pa Envirodual kot zunanji izvajalec. No, zdaj, če pogledam naprej, kot je morda tudi če iz prejšnjega slajda bilo videno, da je bila najprej izdelana komunikacijska strategija in v okviru komunikacijske strategije, morda še to povem, preden se dotaknem tega slajda, ko je zdaj pred nami, da so v okviru te komunikacijske strategije sodelovali občine, njihovi organi, tudi občani. Posebej smo imeli seveda veliko usklajevanja med BSC, LEAG in pa izvajalci, potem pa tudi razni regijski odbori, potem institucije na področju turizma, gozdarstva, prometa, energetike, elektrogospodarstva in pa institucije na ravni države. To so bili vsi deležniki, ki so bili tako drugače kasneje potem vključeni, ampak seveda na osnovi komunikacijske strategije smo mi te vse deležnike med seboj povezali. To je en del, drug del je pa seveda, da je bilo potrebno seveda narediti analizo stanja, pa tukaj na tem slajdu je nekako pokazano samo to, da smo naredili na področju električne energije, potem oskrbe s plinom in podobno, da ne rečem še potem na področju prometa, turizma in tako naprej. Naslednji slajd, prosim.
In seveda na osnovi analize stanja smo pristopili k tako imenovanim ukrepom, ki pa so v prvem delu blažitev, a ne. Za blažitev je seveda bilo že tudi danes omenjeno, veliko prispevajo zgradbe. Ne samo občinske, seveda predvsem stanovanjske zgradbe, bloki in podobno. Potem seveda je tukaj treba upoštevati tudi vsa opremo, zmogljivosti. Jasno je tudi občinska javna razsvetljava je tudi precej prispevala, vendar se tukaj stvari so se že dosti izboljšale z uporabo LED tehnologije. Največje težave se pa lahko le štejejo na področju prometa in pa z njim povezanim zadeva. To se pravi, tukaj bo vsekakor treba narediti ogromno, če bomo hoteli ublažiti vse te zadeve, ampak morda se bomo tega dotaknili bolj v razpravi. No, za prilagoditven del smo pa seveda posegali v gozdarstvo, ker veste, da do določene meri tudi gozdovi umirajo, ali bi rekel, jih napadajo razne bolezni in podobno in treba tam določene zadeve sigurno premakniti, kar v samem dokumentu piše. Potem na turizmu in pa seveda pri prometu. Prav zanimivo je, smo imeli pred kratkim eno delavnico, kjer sem pravzaprav sam vprašal predstavnico ARSA, a so recimo za, ne vem, zdaj ste slišali v medijih, da bodo odprli, bi rekel, tole smučarsko središče na Zelenici, a ne. Če so jih kaj vprašali za prognozo, kako bo do naslednjih 10 let. Seveda odgovor je bil ne, ampak jasno je bilo pa povedano, da praktično v 10 letih se bo smučalo samo, recimo, če zdaj malo karikiram, nad 2000 metrov ali pa 1700 metrov. To se pravi, tukaj bi sicer rekli, da potem Zelenica bo sicer nekaj časa delala, ampak upam, da bo potem vsaj poleti imela določene programe, ki bodo seveda pomembni za naprej. No, prosim, če kar naslednji slajd. No, tukaj, kot vidite, je en tak pregled skozi vsa ta področja, ki smo jih mi obravnavali. Jaz podrobnosti tukaj ne bi razlagal, vidi se seveda, da smo vse skupaj delali na osnovi in izbrali izhodiščno leto 2005, in pri čemer smo po posameznih deležnikih tukaj ali pa področjih, če bi rekel sektorjih, ugotovili približno kakšen procent lahko pričakujemo do leta zmanjšanja teh emisij, do leta 2030. In kot vidite, mi smo nekako v teh okvirih 40,15 dosegli, gre za to dosegli. To pomeni, da smo dokument utemeljili s konkretnim akcijskim načrtom, da bo to tudi res lahko uresničeno. Seveda je treba te akcije oziroma te načrte, projekte in tako naprej uresničiti, ampak seveda lahko vam povem, da z velikim naporom, glede na, bom rekel, poznavanje zadev v tistem času, ko smo mi to delali, smo dosegli 40,15%. No, jaz bi predlagal, da gremo kar naprej. Tukaj bi morda zdaj le vseeno se tudi še osredotočil na prilagoditev. Prikaz trendov v okviru podnebnih sprememb. Poglejte, saj veliko stvari je kolega Rajko že povedal, vendar tukaj bi še posebej izpostavil ne samo temperaturo, ki je zdaj res velik problem, so potem vročinski valovi, vroči dnevi, mrzla obdobja bi tudi lahko bila še, padavine bodo zelo velike zadeve imele kot vpliv, pa nevihta. A zakaj padavine? Morda še to povem. Gre za to, da če bo namesto snega več, bi rekel, padavin, se pravi vode, potem bodo tudi problemi s plazovi, potem bo problem lahko tudi s pitno vodo oziroma podtalnico in podobno. Tako da tukaj bo marsikaj se pojavljalo, kar se morda do zdaj ni ali pa sploh nismo opazili. Predvsem pa bomo mogli dejansko skrbeti tudi za vodo kot izjemno pomembno dobrino, ki bo počasi postala tako pomembna, kot je za arabske države nafta.
No, seveda, naredili smo tudi oceno ranljivosti in tveganj za izbrane sektorje, tako da smo, bom rekel, ocenili potencialne vire, ocenili smo sposobnost prilagajanja, ocena ranljivosti, ocena tveganja, vse te stvari v tem dokumentu piše, tako da bi jaz predlagal, da gremo kar naprej. Tukaj, kot vidite, smo nekako povzeli nekaj najbolj ključnih podatkov, kakšni bodo prihranki, potem skupna vrednost investicij, kar je sicer, bom rekel, zelo majhna, kolikor bi bilo da res potrebno, a ne, samo mi vemo, da so resursi omejeni. Se pravi, lahko se tukaj lotevamo še tudi širših in večjih in bolj obsežnih projektov, kjer potem lahko tudi še eno nulo pripišemo, če hočete. Samo seveda ne bo se delalo samo na tem področju, ampak tudi na drugih. Tako da seveda zaenkrat ostajamo pri teh stvarih, ki so vrednotene. Potem je celovita energetska sanacija, je bilo predvidenih v okviru tega projekta 78 objektov. Tukaj bi lahko tudi, če hočete, tudi napisali eno nulo zraven, a ne samo vprašanje ekonomske učinkovitosti oziroma ekonomske sprejemljivosti in pa kakšne učinke z tega področja dosežemo. Zdaj, seveda, tukaj ne mislim samo na občinske objekte, ampak tudi na objekte gospodinjstvu, objekte, seveda, ki jih tudi nekako vsakodnevno izpopolnjujejo v gospodarstvu in podobno. No, za vse te objekte ocenjujemo, da bo potreben narediti v tem obdobju, se pravi 10 let, vsaj 130 razširjenih energetskih pregledov in zdaj nekako zaključujemo, če govorim tudi z vidika lokalne energetske agencije, tretji razpis oziroma pripravo dokumentacije za tretji razpis pri MZI-ju, kjer povezujemo občine in se seveda tukaj potem aktivno vključujemo v vse te sanacije, potem tudi v smislu izvedbe. Zdaj tukaj vidite približno teh 6 področji, kaj pomeni oziroma kaj je pomenila ta participativna strategija, o tem se bi še lahko pogovarjali, ampak vendar z eno besedo treba zajeti čim več deležnikov, pa ena stvar je v sklopu priprave, drugo je pa potem, ko je dokument narejen, ko se daje v javno obravnavo, tako da tlele stvari bi se o tem lahko zelo veliko pogovarjali. Mislim, da ta segment je pri nas dokaj ali pa dostikrat zanemarjen ali pa preveč zanemarjen in mislim, da ta participativen del vseh pomembnih deležnikov je zelo pomemben za to, da je dokument čim boljši. Naprej, prosim. No, kot sem že omenil, a ne, seveda vsak tak dokument ima akcijski načrt. Na koncu, ko se pač vse ti dokumenti in pa vse te vsebine stečejo v obliki neke precej obsežne knjige, če tako rečem, ampak seveda tukaj smo potem, imamo poseben del za blažitvene ukrepe, prilagoditvene ukrepe. Jaz vam lahko povem, da v okviru tega dokumenta je teh ukrepov na 56 straneh. To približno lahko rečemo, da je en ukrep pa pol, da je ali pa tako nekako eden na stran, če bi tako rekel. Tako da je kar veliko ukrepov in seveda od teh je treba zbrati tiste, ki so najbolj pomembni. Potem seveda tisti, ki so najbolj, če tako rečem, z vidika vseh občin, da združujejo, da imajo skupno potrebo, in pa seveda lahko se tukaj dogaja tudi ukrepi, kjer imajo nekje recimo 3, 5, 7 občin nek poseben interes, ki morda manjše občine toliko ne zadevajo, ampak tukaj je pa zelo pomembna bila seveda naslednja faza, ki jo želim posebej poudariti, to je v smislu izvedbe. Jaz bom zdaj morda v nadaljevanju, morda pejmo kar na en od primerov v okviru akcijskega načrta, kakšen ukrep smo si recimo zamislili, tako da imate vsaj občutek, kako, bom rekel, taka zadeva za en ukrep izgleda.
No, tukaj smo si zamislili en primer iz akcijskega načrta, kjer smo seveda želeli postaviti en center in kdo ne bi bil za tako zadevo nekako v tem smislu, kako to organizirati, zato da bo ta zadeva nekako, gre za instrument politike, gre za izvor ukrepa, odgovorni organ, začetek ukrepa, zaključek ukrepa. Naslednji slajd, prosim. No, to, kar sem povedal, da gre za center trajnostne energije in podnebnih sprememb. Bom rekel, v začetnem fazi računamo, da bo to treba financirati 1 milijon evrov in zagotoviti zagonska sredstva za to, da se sploh te stvari jasno in nedvoumno predstavijo tako vsem odločevalcem, kot tudi tistim, ki bodo v to vključeni. Potem je tudi vidno, koliko ne bi bilo to javnih virov in pa potem nacionalni pa EU viri, pa kdo bi lahko prispeval sponzorska sredstva. Predvsem se mi pa zdi zelo pomembno, da bi bil tak center v nastajanju, da bi bil organiziran v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko, za strojništvo, potem z organizacijske vede smo se tudi pogovarjali. Ključno vlogo bodo pa seveda imele tudi ministrstva, kot so Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za gospodarstvo. Morda tudi za šolstvo, če bomo vključevali tudi nekatere elemente izobraževanja in promocije na področjih, ki jih tukaj, teh dveh področjih, ki jih ni ta center nekako predstavljal. Zdaj, ja, morda povem še to. Ko je bil ta dokument SEKAP pripravljen, smo ga javno promovirali 10. aprila 2019 in zdaj pa seveda, tako kot je za vsako zadevo, vedno vprašanje, kako se taka zadeva sploh lahko spravi kakorkoli v življenje. Vi veste, da ta dokument ne bo vzel en župan v roke in bo rekel, zdaj bomo pa mi tole delali, ne. Posebej, če gre za 18 občin. Tako da mi smo se odločili za tak pristop, da smo ustanovili tako imenovani svet trajnostno-energetsko-podnebnega načrta Gorenjske, ki ima 15 članov. V njem so tudi ministrstva, ARSO, vsi deležniki, univerze, mi imamo pač v Kranju Univerzo v Mariboru oziroma Fakulteto za organizacijske vede, potem BSC-ja, LEAK in podobno, tako da pa tudi iz gospodarstva. Tako da zdaj smo v fazi priprave programa za leto 2021 in ta program bo šel najprej seveda na potrditev sveta županov Gorenjske regije, ker seveda tukaj je treba bistveno več dogovarjanja, kot pa, bom rekel, če gre za to na eni občinski ravni, kot da se dela, ne vem, SEKAP ali pa da se dela LEK. In je tukaj seveda toliko deležnikov, da včasih res težko doseči ustrezno soglasje. To je ena mala, če bi tako rekel, Evropska unija, če hočete. No in zdaj seveda mi smo prepričani, da nekaj aktivnosti je skoraj da obveznih. In sicer obvezno je to, da se taka zadeva, organizacijska struktura v smislu izvajanja, govorim, pripravi, da se organizira, da se imenujejo predstavniki in to, kar terja precejšen čas. Potem, da začne delati, da se pove, kaj bojo sploh ti predstavniki delali in potem, da se te stvari spelje naprej v nek operativni program. Seveda ta program ne more nastati v okviru teh 15 ljudi, ampak lahko nastane izključno in samo v okviru sodelovanja z posameznimi občin, ki, bom rekel, prispevajo svoje potrebe. No in nekako računamo, v začetku leta bo to predstavljeno vsem županom, oni se bodo odločili. Seveda nujno pa je, ker je ta projekt narejen vseeno v sklopu konvencije županov in je tudi v postopku prijava v okviru te pisarne v Bruslju, da se ta postopek dokončno izpelje, je seveda nujno,
da se potem tudi pripravi vse potrebno za tako imenovano poročanje o izvajanju tega dokumenta, ker tu nam ni šlo samo to, da je dokument narejen, ampak nam je šlo predvsem zato, da je regijski, ker podnebne spremembe niso samo na mejah občine, še Gorenjska je premajhna, ampak seveda nam je šlo tudi zato, da se meri učinke takega dokumenta. Jaz sem prepričan, da bi ta dokument bil lahko še boljši, če bi že imeli takrat nacionalni program, nacionalni energetsko-podnebni program, ker bi lahko seveda se marsikaj zgledovati, ker pa smo mi to delali prej, je pa pač tak, kot je. Vendar, kot veste, vsak tak dokument, vsak tak, bi rekel, načrt je podvržen na nek način, bi rekel, nekem, bom rekel, spremembam in pa vse te stvari pomenijo, da so žive in zato seveda smo odprti tudi strani občin ali drugih deležnikov, da nam sugerirajo, da bi karkoli popravili, izboljšali in na nek način, da bi ta dokument živel. Ne samo teh 10 let, ampak potem, da naredimo novega, ko bo preživeti in da sledimo tem, bom rekel, usmeritvam in pa da zasledujemo tako nacionalne kot evropske cilje. To je moj zaključna misel, tako da samo še ta zadnji slajd, prosim. Lahko še ta zadnji slajd. Ja, tukaj bi lahko rekel samo to, da se vam zahvaljujem za pozornost in seveda na naši spletni strani LEAG-a lahko ta dokument pod SECAP tudi pogledate, zato nisem govoril preveč o podrobnostih, ker sem morda že tako porabil preveč časa. Ampak glede na to, da je prvi v Sloveniji ta dokument in da mu pripisujemo pomembno vlogo tudi za naprej, verjamem, da bodo tudi drugje malo pogledali, kako pa smo mi pristopili in morda jim bodo naše izkušnje prišle prav. Hvala lepa.